Lep pozdrav v mesecu juliju, zvezde so nam naklonjene, vse za drugo, samo za aktivnosti ne. Julij je naklonjen počivanju, pogledu vase, energijski notranji preobrazbi in uživanju v tem, kdo in kaj ste. Lep pozdrav, sem Andreja Novak in pogledali bomo direktno, jasno in čisto, kaj vam prinašajo zvezde v mesecu juliju po horoskopskih znamenjih. Vsi skupaj moramo pogledati vase, kajti retrogradni Merkur od 29. junija pa vse do 24. julija v znamenju raka, v retrogradni fazi, kar kaže na to, da je čas, da preverimo svoje čustva, svoje nagibe in domače razmere, kaj vas veseli, kaj si želite popraviti in kje vas čevelj žuli vezano na vaše srce. Po 24. juliju je šele čas za novosti, za nove načrte, za aktivnosti, tako da ne glede na to, da je poletje, kar pričakujte upočasnitve, krive bodo zvezde in retrogradni Merkur. Pa kar pojmo po znamenjih. Ovni imate priložnost, da v mesecu juliju pogledate, kaj vas žuli vezano na vaše odnose. Tako partnerski odnos kot pomembni poslovni odnosi bodo v ospredju. Vaš Mars je namreč v znamenju dvojčkov, razmišljanja, komunikacije in vam se bo zdelo, da so vse bolj drugi krivi, kako se to pelje, ne boste pa opazili, da sami ne izrazite tistega, kar si želite, niti ne pokažete z dejanji, kaj si želite. Tako da vsi ostali so zraven vas kar precej v ugibanju, ali so na pravi smeri ali ne. Tako da to razmišljanje o odnosih vam bo koristno in konec julija boste potem lažje pokazali svoja spoznanja, sebe in tudi razrešili marsikaj hitro, saj boste videli, v čem je bil zares problem. Biki imate priložnost v mesecu juliju raziskati, kaj vam je pomembno glede materialnih dobrin, vašega glavnega cilja življenja, v načrtovanju financ, v načrtovanju prenove in pomembno je v mesecu juliju, da ne greste v akcijo do 24.7., ampak da razmislite in pogledate, kako delate s svojimi stvarmi, kako čuvate svoj avto, kako čuvate svoj dom, kako skrbite za svojo garderobo, čevlje, vse, kar je vašega, odraža vaš odnos do materialnih stvari, tako da vesolje in duša vas bo podprla v tem, kar dobro negujete, tako da se potrudite pregledati, ugotoviti, zakaj ne cenite stvari, ki jih že imate, zakaj želite nekaj novo, zakaj vedno znova kupujete in ne cenite več stvari ljudi, ki so z vami. Dvojčki imate tudi kar zahtevno nalogo v mesecu juliju, namreč retrogradni Merkur je vaš vladar v znamenju raka, vas ekstra podpira v čustvih, tudi v komplikaciji čustev, medtem ko so Mars in Uran v vašem znamenju, kar pomeni, da boste nestrpni do ljudi, polni idej, energije, ampak jih ne boste znali skomunicirati, niti ne bo šlo dobro, tako da se boste zapletali sami vase ali v tiste najbližje ljudi, sodelavce, sorodnike, kdorkoli bo z vami, tako da julij bo kar zahteven za vas v smeri notranje preobrazbe oziroma negovanja potrpežljivosti. Dvojčki se učite potrpežljivosti, kar je v teh razmerah izjemno naporno, ampak konec julija od 24. dalje se boste lažje izrazili in tudi smiselno, če si boste vmes dovolili spoznati, kaj vas muči, zakaj vas muči in kaj je res tisto, kar si želite. Ne komunicirajte prehitro, ne odnehajte prehitro, v mesecu juliju je čas za vztrajnost in potrpežljivost. Raki, boste zadovoljni z mesecu juliju, saj bo drame dovolj, ogromno se bo dogajalo, retrogradni Merkur v vašem znamenju bo poskrbel, da bodo na plano prišle tiste stvari iz preteklosti, ki jih niste dobro ali skomunicirali ali spoznali pravih stvari. Tako da se vam bo lahko zdelo, da se vam ponavljajo določene lekcije, za katere ste mislili, da so vam že, da ste jih že razrešili. Mlaj v vašem znamenju 14. julija vam bo pomagal odkriti,
kje so vaši v bistvu vzorci, kam vas sili usoda, ampak ne boste še smeli začeti z novimi stvarmi, kajti retrogradni Merkur vas bo silil oziroma oviral pri tem, da bi postavili nekaj na novo. Tako da šele po 24. pojdite v akcijo, do takrat pa glejte, kje se zatikate, zakaj ne izpolnite svojih načrtov, svojih želja in zakaj ne sledite svojim dogovorom oziroma tistim stvarem, za katere ste se že dogovorili. Ne opuščajte starih načrtov, ne začenjajte pa novih. Tako da, raki, pestro bo sonce v vašem znamenju in zdelo se vam bo, da vam je dovoljeno vse početi. Levi, imate v mesecu juliju na prvi vrste test, kako boste preživeli Jupitra v vašem znamenju. Namreč od 30. junija dalje, pa eno leto, do julija drugo leto, 27. leta, je Jupiter v vašem znamenju. In v tem prvem mesecu, v juliju, bo pokazal samo, kaj vam gre res na živce. Namreč Sonce bo v znamenju Raka, retrogradnost Merkurja in pa Jupiter v vašem znamenju bo tako, kot da bi se zaprli v ekonom lonec in želeli spremembe. Ne bodo šle spremembe tako hitro, boste pa vi, Levi, ugotovili, kje vas čevelj žuli, kaj vam gre na živce, kaj ne želite več prenašati, koga imate dovolj in tudi sebe, zakaj ne naredite nečesa na novo. Vse to vas bo jezilo in vse boste opazili. Tako da pišite si dnevnik spoznanj, pišite si vse, kar vam je pomembno, da se boste potem po koncu julija spomnili, kaj je potrebno spremeniti. Sicer bo pa julij za vas izjemno dinamičen, ampak neproduktiven. Tako da ne računajte na velike rezultate, predvsem pogledajte, kaj je centrifuga zvezd odprla, kaj se je skuhalo, kaj je prišlo na plano, kaj je potrebno spremeniti. Drug mesec namreč pride južni vozu, karmični lunin vozu v vaše znamenje po 18. avgustu in bo to začetek večjega čiščenja, ki bo trajalo tudi več kot leto pa pol, tako da Levi, čas je za spremembe. Tudi sončni mrk 12. avgusta vas bo pri tem opozoril, tako da Levi, čas je za kidanje, čiščenje navlake, čustvene in fizične. Čas je. Device, imate v mesecu juliju prav tako zahtevno nalogo opustiti želje, da bi vas drugi razumeli, opustiti želje, da bi vsi vse razložili, sprostiti se bo treba zlepa ali zgrda, tako da delajte na sprostitvi, da se ne zgodi kakšna nezgoda, da si ne zlomite noge, roke in potem počivate na silo. To bi bilo škoda, kajti zvezde vas samo želijo umiriti, da pogledate vase, kje so vaši pomembni odnosi, kje so vaša čustva in kaj si želite zares narediti v življenju na dolgi rok. Ne bojte se izobraževanj, ne bojte se novih znanj, ne bojte se razmišljanja in urejanja papirjev. Vse to bo namreč potrebno v mesecu juliju in pa celo poletje, tako da, ko bo prišla še Venera v vaše znamenje, boste se tega lotili lažje, hitreje, tako da boste podprti vsaj strani Venere, da naredite nekaj lepega zase. Poskrbite za svoje zdravje in pa sledite srcu in ne glavi. Če vam to uspe v mesecu juliju, ste potem zmagovalec, kajti sreča vam bo naklonjena in ko bo šel Merkur direktno smer, boste resnično srečni, da ste vse to naredili zase in boste lahko naredili prave spremembe v pravem času, že mora biti kar ob koncu julija. Tehnice, boste v mesecu juliju vse prej kot družabne. Tudi če si boste želele druženja, boste ostale same oziroma zelo veliko boste imela občutek samote, izoliranosti, ne glede na to, ali boste na morju skupaj z veliko družbo ali boste prirejale piknike. Ves čas se vam bo zdelo, da ste nekje same, izolirane, zato je boljše, da sprejmete ta občutek samote in da odkrijete, zakaj niste osamljene oziroma, če ste osamljene, kaj vas v to vodi. Samota je lahko lepa stvar, če jo vzamete kot darilo in najdete odgovore, ki vas mučijo v sebi.
Venera v Devici vam bo pomagala očistiti dom, očistiti garderobo, očistiti fizično telo, tako da boste imeli precej dela same sabo, zato se ne obremenjujte, če ne bo šlo tako v družbi, kot si želite. Škorpijoni, imate ogromen potencial v mesecu juliju, res lahko naredite večje spremembe, še posebej, če si boste priznali, kaj vas muči in pregledali svoje dolgove, tako čustvene kot finančne, ter jih poskušali po 24. juliju razrešiti. Ogromen poslovni potencial, finančni potencial vas čaka, ne glede na to, ali ste v penziji ali ne, lahko pritegnete velike vsote denarja po 24. juliju, ampak samo če naredite eno inventuro v sebi, kje so stvari, ki vas bremenijo, kaj morate spustiti, kaj morate pokriti, dolgove, čustvene obljube, finančne zadolžitve, vse to pokrite, pa potem na konec julija lahko štartate na novo. Zakaj je to tako mogočno? Kajti Pluton, vaš vladar v Vodnarju, je v opoziciji z Jupitrom v Levu, kar pomeni magnetni privlak za obilje, magnetni privlak za dobre spremembe. Čas je, da sprejmete odgovornost za svojo preteklost, jo razrešite in potem lahko greste dalje. Strelci, ste edini v mesecu juliju, ki vam ni potrebno preveč nekaj gruntati, samo uživajte, kajti Jupiter v Levu vam bo podprl vašo osebnost, vaše veselje, vašo srečo in ne glede v kakšni drami bodo drugi, se vas to kar naenkrat ne bo več tikalo. Videli boste ogromno razliko med tem, ko je bil Jupiter v Raku, pa so se vas zelo dotikali težave domačih, težave doma in ste želeli vse razrešiti in pomagati, ker naenkrat tega ne bo več in boste čutili, da ste svobodni, da lahko naredite večje spremembe in najprej boste naredili v glavi, v načrtih, potem pa sledili temu, kar ste se že prej odločili, tako da julij bo za vas odličen, tudi zato, ker je črna luna še v vašem znamenju in vam pomaga malo strmo, da naredite po svoje. To se bo tokrat obrestovalo. Kozorogi, imate v mesecu juliju nalogo resnično in spet pogledati svoj dom, temelje in skomunicirati jasno svoje želje, preden drugi povedo, kaj želijo. Torej, prvi morate začeti pogovore, razgovore na problematiko, ki vas muči, tako vezano na dom, temelje, dediščino, karkoli je treba urediti, prav tako tudi za odnose, ampak najprej morate preveriti, kaj je tisto, kar si želite in potem začeti komunicirati. Izpeljalo, razrešilo se ne bo v juliju, ampak mogoče že konec julija in pa naprej, ampak pomembno pa je, da si vi priznate, kje vas čevelj žuli tudi vas in da razrešite predvsem osnovne stvari glede domačih odnosov in tega, kdo je kje glavni. To je za vas pomembno, kajti prevzeti morate vodilno vlogo v svojem življenju. Če vam bo to uspelo razmisliti, razrešiti v sebi, se bo potem zelo hitro vse razrešilo navzven. Vodnari, imate v mesecu juliju odlično priložnost videti, kaj vam obremenjuje vaš optimizem, začutiti, kje bi raje bili oziroma kakšno življenje si želite, ga navznoter dobesedno ponotraniti v mesecu juliju in potem s konec julija to začeti delovati v tej smeri. Optimalno podporo imate, Pluton je v vašem znamenju, pozicija Jupiter v Levu, kar pomeni, da boste jasno videli, kaj vas muči, kaj ne, kaj si želite več doživljati, česar si želite manj in ne bo vas več strah sprememb. Spremembe bodo potem prišle samodejno, kajti ko vam bo jasno, kaj vas ovira in duši, takrat boste lažje zadihali in potem tudi lažje vse izpeljali konec meseca. Ribe, pa imate v mesecu juliju priložnost in zadnji moment odkriti,
Zakaj se ne zgodijo spremembe tako, kot si želite, čemu vas energije zvezde še ovirajo, kajti severni vozel je v vašem znamenju, imate ogromno podporo za spremembe, ki si jih želite, a jih vseeno ne naredite. Tako da, ribe, razmislite, kaj vas muči v odnosih, zakaj se ne izpostavite, zakaj ne sprejmete odgovornosti za svoje odnose, tako partnerske kot poslovne, zakaj nekako se izmikate in čakate, da drugi pokažejo, kaj si želijo, pa potem vi odreagirate. Julij vam prinaša odlično podporo za prenovo zdravja, službe, za prenovo odnosa do sebe in predvsem za vpogled, kam si želite iti v svojem življenju, kako želite živeti. Zato, ribe, vzemite si čas, razmislite vse opcije, preglejte svoje čustva in konec meseca julija vam bo postalo jasno, da so ene stvari potrebne skomunicirati, da so vam prijatelji pomembni in da je pomembno tudi to, kako ste sodelujoči navzven s prijatelji, znanci in tudi na socialnih omrežjih. Koliko si želite biti vidni, vam bo dal še mesec julij in avgust. Od 18. avgusta naprej namreč ni več tega reflektorja, ki je na vas in bo vaša vloga mogoče malo ugasnila. Boste mogoče več energije imeli zase, a hkrati boste tudi malo bolj pozabljeni od drugih. Tako da je pomembno, da se v juliju pomirite s sabo, da ugotovite, kaj si zares želite in se nehate truditi v prazno. Sprostite se in si dovolite, da vam življenje pokaže, kdo ste in kaj si želite. Lep julij vsem, ne bo enostavno, bo pa koristno. Srečno!